Dobrodošli v nadaljevanju oddaje Ambienti. Večno vprašanje, ali je bila najprej kokoš ali jajce, velja tudi za naslednji primer. Ali v nekem prostoru zaznamo potencial in prave vibracije, še preden smo ga naselili, ali stanovanje svojo energijo dobi šele potem, ko smo ga napolnili in oblikovali po svoje. Tudi o tem smo se pogovarjali s slikarko Natašo Menart, ki je sama opremila stanovanje in mu naslikala mnogo lepih obrazov. Glede na njeno strast ne preseneča, da je bila zanjo pri izbiri nepremičnine odločujočega pomena prav svetloba v prostoru. V tem ateljeju dobimo le delček močnega vtisa, ki ga na nas naredi žlahtno staromeščansko stanovanje, v katerem nas vsaka stena nagovarja po svoje. V resnici je teh prefinjeno oblikovanih 200 kvadratnih metrov en sam velik atelje. Lastnica prostranega stanovanja v centru prestolnice je po izobrazbi diplomirana inženirka kemije, ki se s slikarstvom ukvarja že vrsto let. Kot predstavnica surrealizma ustvarja sanjska prizorišča, od koder se protagonisti njenih platen, ki kot da ne pripadajo temu času in prostoru, spogledujejo z obiskovalci. Liki, predvsem ženski, izžarevajo popolno svobodo. To je tudi sporočilo stanovanja, ki ga je pred 15 leti lastnica v celoti prenovila in opremila sama. Odraža lahkotnost in svobodo, zato ga noben slog ne more zajeti v popolnosti. Rdeča nit trosobnega stanovanja so vsekakor njene umetnine. Nataša, kot slikarka oziroma umetnica, povejte mi, kako dojemate prazne stene ali pa, če rečem temu, minimalizem? Prazna stena mi je kot prazno platno. Mene seveda kot umetnico pokliče potem, da nekaj skreiram. Minimalizem je meni tudi na neki strani zelo všeč, pa jaz sama osebno v njemu ne vidim. Te moje slike se tudi na nek način pravlične, skratka, jaz rišem stvari, kako si želim, da bi bilo, ker je življenje mogoče vsakodnevno preveč kruto, pa se mi zdi, da mora biti umetnost ta, da ko nekam pogledaš, da se resetiraš in rečeš, wow, vse v bistvu je lepo. Zelo težko gledam po hišah, ki so lepe, lepo opremljene, da nimajo nobene slike. Stanovanje je v stavbi iz leta 1949, zato ga je bilo treba v celoti prenoviti. Presenečenj, ki jih skrivajo stare stavbe, je bilo kar nekaj, zato so dela trajala 2 leti. Nataša, dajte nam povedati, kako ste se vi lotili prenove tega res čudovitega stanovanja? Ja, prenove sem se lotila kar z veliko vizijo, kaj bi rada imela. Za moje stanovanje se mi zdi zelo pomembna svetloba, toplota, pa udobnost. Se pravi, jaz sem želela imeti prostor, kjer bom jaz in moji 2 hčeri lahko normalno živeli in se razvijali. In ko, seveda, če je stanovanje celica, kjer si varen, da se lahko tudi boriš z zunanjim svetom. Zato je bila še posebej poudarek, kje bo atelje, kjer je srčika tega stanovanja, in smo ga izbrali glede na svetlobo, kjer je najlepša, ker imamo dopoldansko in popoldansko. So tudi zanimive sekvence v stanovanju, recimo zdaj po zimi, ob 4 popoldne je na stavbi tam zadaj en odsev in potem sonce potuje čez dnevno sobo. To sicer traja 20 minut, ampak jaz temu rečem zen trenutek tega dneva. Za takšne trenutke in rituale si je lastnica omislila prav posebno kopalnico v velikosti sobe. V njej dominira banja v središču prostora. Bohoti se na plošči iz kamna Verde Apia, ki je izrazito zelene barve. Apia Verde je kamen zeleni, šel mi je pa zelo lepo z tapetem, ker sem želela imeti zeleno kopalnico, čeprav ni moja najljubša barva, ampak za umirjanje konec večera se mi zdi, da je zelena tista, kjer lahko tudi meditiram, telovadam, se kopam. In centralno postavljena kad, kopalna kad, pa še parket. Ja, centralno postavljena kad, točno tudi centralno pod lučjo, ja, ker je to pomembno, ker ti tudi z tega centra v bistvu izhajaš. Ti kot človek, ti kot umetnik, ti kot karkoli že počneš. Center je pomemben in to imam jaz v kopalnici. Kako se sicer vam obnese parket v kopalnici? Odlično. Lejte, tukaj živim 14 let, kopamo se vsak dan, vmes so bili otroci mehni, so imeli še kakšne račke noter, pa bazenčke, nikdar nismo imeli problema. Lahko bi rekli, da se vse poti v stanovanju zlijajo z dnevno sobo, ki meri več kot 30 kvadratnih metrov.
Se v resnici ta osrednji prostor s svojimi dimenzijami kar kliče po mal večji množici. A so kdaj tukaj kakšni banketi, sprejemi? So zabave, so druženja. Nazadnje recimo smo bile samo jaz pa moje hčerje za novo leto, ampak smo orang plesale, tako da nimamo problema s temi stvarmi. Je bila pa tudi tukaj ena moja otvoritev razstave, to še leta 2004. Smo imeli tudi muziko, pogostitev, tako da je bilo lepo. Tale lestenec v dnevni sobi je eno prav posebno delo, se mi zdi, ne? Ja, to pa je dizajnerski kos in sicer je to arhitekt Ingo Maurer. Ta je pač tako kot angelček, to sem hotela imeti s krilci. Vse ostali, kar se pa tiče svetil, sem jih pa kupovala v starinarnicah po Ljubljani. Tako da so iz Ljubljane prišle nazaj v Ljubljano. No? Tako da, besedno. Kako je bilo z ostalimi kosi pohištva? Verjetno ste vse kar skrbno iskali in izbrali. Nekaj kosov pohištva iz tujine, nekaj je dediščina od mojega očeta, recimo tale vitrina, pa tam nek kos v ateljeju. Ampak meni so v oči padle tudi tele posebne luči, ki so v resnici na pol neke kuhinjske krpe, ali kaj, povejte mi, za kaj gre. Ja, tako izgleda. Ja, lejte, to je ena tkanina, ki je negorljiva, izdelala jo je NASA. Meni je bila pa všeč zato, ker je notri lučka, potem pa ti lahko delaš razne kreacije s tem. Predvsem je pa poudarek, da veliko ljudi, ki tle sedi, reče, joj, pa to je prižgan že 2 ure, to bo zagorelo. Gre za to, da je negorljivo. Lastnica v stanovanju trenutno živi sama, saj hčerki študirata v tujini. Družinsko dinamiko nakazuje velika miza v dnevni sobi, saj je bil eden od ritualov skupno kosilo. In meni je to stanovanje omogočalo, da sem lahko zjutraj delala v ateljeju, potem skuhala kosilo, bila z njima in sem pravzaprav na nek način skozi imela vse pod kontrolo. Tako da mi je pa ta velika hči ob zadnjem obisku, se pravi, rekla: Mami, veš, koliko lepo, da sem imela to sobo pa ta mir, ker sem tukaj toliko miselna in domiselna in mogoče, če ne bi imela tazga okolja, da ne bi to dosegla. Se pravi, je to še kako pomembno, ne? To druženje smo imeli za mizo, pri nas za mizo, vedno. Ampak, a bi vi rekli, da ste to energijo, tisto nekaj, začutili že takrat, ko ni bilo še nič od tega oziroma je izgledalo čisto drugače? Mogoče ne energijo, ampak svetlobo. Sem pa vedela, da svetloba lahko to prinese, ja. Pa se je pa kasneje začeli skristalizirati, ker je jasno, če si ti v prostoru, kjer se kreira, kjer se dela, riše, da to se začuti, a ne? Ja, to se začuti. Ker moje vprašanje bi bilo, a je ta energija res nekaj, kar je tukaj že bilo, ali pa je, ali je to zdaj svetloba, ali je to način, kako ste vi tole stanovanje opremili in mu dali dušo? Kaj pa če je vse skup? Jaz mislim, da je to kar vse skup, ker če ne bi ta energija bila, tudi verjetno jaz sploh ne bi sem prišla, bi šla mogoče tisto hišo gledati, ne? Bova iskala odgovore še naprej. Deva iskati odgovore še naprej.